Hej, sem Andraž in Davor iz Sweet TV in danes nadaljujeva svojo serijo novih telefonov v letu 2024. V studiu imamo za vas predstavnike nove Xiaomi 13 serije, to sta obična Xiaomi 13 in 13 Pro. Dajmo si pogledati the good, the bad and the ugly pri teh napravah, a sta to telefona, ki lahko iz prestola izrineta trenutnega kralja med androidnimi telefoni Samsung S23 Ultra, ki so ga ocenili v zadnjem videu. Ja, bomo videli. Za telefone si moral sicer najprej zahvaliti Telekomu Slovenija, ki nam je prijazno posodil za potrebe tega videa. Res vam hvala. No, ampak kakor poznate najin moto, naprave so reda sposojene, ampak mnenje o njih je samo najno. In če hočete biti tudi vi najni, se prosim naročite na vsa spodaj označena družbena omrežja, dajmo skupaj povečati število naših fanov po 3. rojstnem dnevu tega kanala, ampak dosti go bezdanja. Pojmo na video, da vidimo, imamo trenutno tako novega kralja med Android telefoni. You're the chosen one. But I am the chosen one. Pa še hitra opomba na začetku videa. Xiaomi mora res pohvaliti, da so MVP, ko se gre za pakiranje naprav in vse dodatke. Mislim, sam pogledajte, kva vse dobite noter. Polnilc, kabel, silikonsko vitek. Telefona imate še celo zaščitno folijo čez zaslon. In ja, veva, mnogi boste rekli, da je bilo to včasih samoumevno na vseh telefonih in imate prav, res je bilo. Ampak, ker živimo v svetu, kjer to ni več nekaj običajnega in ponovadi v škatli dobite sam kabel in napravo in ja, gledava zlast vaju, Samsung in Apple, morava dobre zglede pohvaliti in Xiaomi je tukaj res ozoren, tako da en velik palc zgori z najne strani. Omenjeni podjetji boste sicer rekli, da to mandata v škatlo zaradi okolja, ampak vseeno se nam zdi to že skoraj mali izgovor za pač čim več zaslužka. Sigurno bi bil lahko za dražje telefone najden nek kompromis. Ja, pač jaz se strinjam s tem, kar sem rekel in bi dodal, da če plačate za telefon Jurija 49 evrov, kar stane obična 13 z 8 GB RAM in 256 GB notranjega spomina, oziroma Jurija 299 evrov, kar stane 13 Pro z 12 GB RAM in 256 GB notranjega spomina, pol bi se res od proizvajalcev pričakovali, da vam dajo v škatli največ, kar se da, oziroma vsaj hiter adapter za film. In ja, glej ga zlomka, pri teh napravah ne dobite sam polnilca, ampak dobite hitra polnilca. Pri obični 13-ki 67 W polnilc, pri 13 Pro pa kar 120 W polnilc. To, kar je bil včasih standard, je danes žal luksus. In upava, da Xiaomi ne bo prehitro sledil po poti drugih podjetij. Pa če gremo zdaj na same telefone, najprej bomo začeli kar z manjšim predstavnikom, obično Xiaomi 13. Tu je prva stvar, ki jo rečeva od tega telefona ta, da je to neverjetno udoben telefon. Res je. Zdaj boste eni rekli, ok, od vseh speksov, ki jih imate zapovedati v tem telefonu, najprej to, da je to udoben telefon. Resno. Ampak ja, to bi mogli sprobati, da boste videli, o čem govoriva. Telefon je preprosto super oblikovan in je po stilu mešanca med iPhonom in Samsungom na način, da so aluminijasti robovi odrezani kot pri iPhonu, ampak s tem, da ima hrbtno steklo rahlo zakrivljeno kot pri Samsungu. Zaradi tega miksa in dejstva, da ima telefon fenomenalno prerazporejeno težo po celotni konstrukciji, je ta telefon neverjetno udoben za držati. Sploh če pridete iz globalnih telefonov, kot je S23 Ultra, od Naja recimo, prepričana sva, da bo ta telefon sigurno med top izbori na fončkih za najbolj kompakten telefon letošnjega leta. Čeprav, ta telefon že ne spada sploh več v kompaktno kategorijo, ampak je bolj moderna definicija kompaktnega telefona. Ta telefon ni pretežek, ne zareže v daljnik, kamor dosežete vse konce te naprave. Skratka, res super izdelana naprava, ki je za zgled konkurenci. Res je sicer, da nam je vsem bila lansko letno 12 linija po izgledu celo bolj upadajoča kot letošnja, ampak dobra novica je ta, da čeprav je modul za kamero res velik, je telefon vseeno dobro uravnotežen, ker je siguren in velik plus. Ta naprava je odlična tudi v drugih vidikih. Telefon je full hiter, drvi čez vsa opravila brez zatikanja in tukaj gre zahvala Qualcommovemu procesorju Snapdragon 8 Gen 2, ki je letos res naredil občuten preskok naprej, kot sva že omenila tudi pri S23 liniji, čeprav imajo tam še dodatno prirejen čip prav za Samsung, od performansa pa do kamere in do baterije. Zaradi tega procesor vse deluje to gladko. Baterija komot zdrži več kot en dan zmerne uporabe brez problema. Res je, da je tako tudi na račun dejstva, da ima zaslon maksimalno resolucijo samo 1080 pik, ampak še zmer, če ne bi bilo napraviti tako učinkovitega čipa, bi 120 Hz osveževanje skurilo baterijo takoj. Pa tudi, če bi vam jo ratel skurt, vseeno s priloženim hitrim polnilcem boste nafilali telefon v malo več kot pol ure od 0 do 100%, kar je itak odlično. Ta hitrost pa je prisotna tudi pri bralcu prstnih odtisov, ki je toliko neverjetno hiter, včasih celo toliko, da človek že
mislili, da sploh niso dejansko prebrali. In čeprav je zaslon samo resolucije 1080 pik, je še zmeraj OLED in s tem vrhunski za gledanje video, ker podpira Dolby Vision in HDR10+. Poleg tega zaradi maksimalne svetilnosti 1900 nitov lahko komod gledate telefon zunaj pod močnim soncem in boste še zmeraj vse videli. Za povrh pa je zaslon še raven in ima minimalne obrobe, kar je nama obema res super. To doživetje pri gledanju vsebin pa bodo dopolnili tudi zvočniki, ki so zelo dobri. Niso sicer glih na nivoju kot pri iPhonih ali pa ta boljših Samsungih, so pa še zmeraj dobri. Pa pojdimo na fotoaparat, kjer najdemo 50 megapikslov velik senzor pri glavni kameri, 12 megapikslov velik senzor pri ultraširokokotni kameri in 10 megapikslov velik senzor pri telefotokameri. Xiaomi pa se je tudi letos povezal z nemškim proizvajalcem objektivov in leč Leica, ki je šel od Huawei in pišel Xiaomiju, da je nadaljeval letos partnerstvo. Leica je pomagala Xiaomiju tako pri hardwareu, kot pri softwareu in to se tudi vidi pri fotkah. Pri njih imate dva načina, Leica Authentic in Leica Vibrant. Pri Vibrant modu boste dobili ven fotke, ki so primerljive večini konkurence. Authentic mod pa je malo drugačen, ker se pri fotkah bolj poudarjene esence oziroma Leici način procesiranja, ki jih naredi bolj unikatne in izstopajoče od ostalih proizvajalcev. Gre za objektive, s katerimi je res užiten delati. Resno, izgled teh fotk, ki na koncu po vsem procesiranju z umetno inteligenco pridejo ven, je res prijeten. Kar pa je najboljš, pa je to, da gre za sistem kamer, pri katerem bo lahko prečni uporabniki zajemajo res vrhunske fotke. Ne rabite se obadati z nobenimi nastavitvami. Telefonu lahko moč zaupate procesiranje fotke in bo rezultat na koncu dober izpadel. Ker hočem povedati to, da gre za res zelo zanesljiv telefon, ko pride do fotografiranja. In to tudi, če fotografirate zelo hitro premikajoče se stvari, recimo otroke ali pa hišne ljubljenčke. Zaradi tega, ker ima ta telefon nekaj, kar se reče hiperoptična stabilizacija slike, ki zelo dobro umiri tudi 8K videa. Telefon omogoča tudi optičen zoom do 3,2-kratne povečave, je pa res, da začne izgubljati detajle, tako da za zoom fotke veliko bolj priporočava Proja, kot tudi za nočno fotografijo. Tudi video ima vse spekse, ki se pričakujejo od flagshipa v letu 2023, kar pomeni, da gre lahko do 4K pri 6 fps-ih oziroma do 8K pri 24 fps-ih. 8K torej ni mogoče pri 30 fps-ih, nažalost, ampak dobro. Vprašanje je, koliko folka sploh gleda ali pa snima v tej resoluciji, tako da na vašem mestu se s tem sploh ne bi obremenjevala. Če bi se že s čim obremenjevala, bi se bolj z dejstvom, da selfie objektiv snima videe samo do 1080 pik pri 30 fps-ih, sem da full overblowa v zadnje. 1080 pik pri 30 fps-ih v letu 2023 je po najmem mnenju ni dosega več standardov. Minimalno bi mogli biti vsaj 4K pri 30 fps-ih. Tako da, če ste videobloger ali pa influencer, pol to ni lih telefon za vas. Je pa zanimivo, da teh težav ne boste najdel pri fotkah, narejenih s selfie objektivom, ki so zelo dobre. Tako da so fotke na njem super, video pa ne. Kar se pa tiče softvera na telefonu, na tem telefonu teče operacijski sistem Android 13, čezen pa MIUI 14. Če naj redno spremljate, veste, kaj ponovadi rečeva zanj. Je dober vmes, ki bo enim ful všeč, drugim pa ne. Dejstvo pa je, da je Xiaomi prišel že toliko daleč z njim in da je veliko bolj prijazen do uporabnika, kot pa občasih pa še bistveno manj bugov sva letos opazila. Drži. Na MIUI 14 boste najdeli veliko pripomočkov, ki bodo zelo priporočni. Čez zmeri pa boste noter najdeli tudi veliko bloatware appov, ki pa jih lahko k sreči odstranite dosti enostavno. Xiaomi za MIUI obljublja 3 leta softverskih updateov in 5 let varnostnih popravkov. Čez zmeri pač to je v redu, čez zmeri pa jih malo zaostajajo za Samsungom in tudi vprašanje, kako hitro bodo update dejansko ven dajali. Ampak je pa siguren to napredek za celotno serijo. No, po mojem se dosti govorila zdaj o obični 13, tako da je čas, da greva zdaj na večjega brata Xiaomi 13 Pro. Ker sta oba telefona iz serije 13, pri Proju ne bova ponavljala tiste stvari, ki so jima pač skupne, ampak se bova sam fokusirala na tisto, pri čemer sta si različna. Najprej je izgled. 13 Pro je po velikosti veliko bolj primerljiv z S23 Ultra od Samsunga, s tem, da ima bolj zakrivljen zaslon, je pa sigurno manj škatla. Ta telefon je z 229 grami, ni lahk in če vam pade med gledanjem v postelji na faco, mater koliko zaboli in Andraž to dobro ve. O ja, sem izkusil. To je tudi siguren telefon, za katerega močno priporočava, da kupite zaščiten Nuvitek. Kot prvo, ker ima odbojno hrbtišče iz keramike, ga boste v momentu, ko ga boste vzeti škate, zapacali s prstnimi odtisi. In kot drugo, ta telefon vam bo izjemno hitro spolzel z gladkih površin ali pa iz žepov, podoben kot S23 Ultra. Tako da, če hočete zavarovati svojo drago investicijo, pa je nujno obavite Nuvitek.
Kljub temu pa mora priznati, da telefon vseeno zgleda zelo elegantno, pa premijsko, tako da če se boste z njim pojavili v javnosti, bo folk vedel, da ste prdnarju. Tudi tukaj je bralec prstnih odtisov neverjetno hiter, isto kot pri obični 13, ima pa siguren boljši zaslon, ki je večji, vse po diagonali meri kar 6,7 inča in omogoča 2K resolucijo s podporo za Dolby Vision. Poleg tega ima ta telefon, za razliko od obične 13, LTPO zaslon, kar pomeni, da lahko spusti osveževanje iz 120 Hz na samo 1 Hz, s tem pa privarčuje na porabi baterije. Zaslon je torej med top zasloni na telefonih trenutno, edini čas se mu malo trga in pri avtomatskem osvetljevanju bodi si nabije svetlobo zjutraj do konca, bodi si jo zvečer zniža, tako da sploh nič ne vidite. Poleg tega sva na vsake toliko cajta zlanimo ponavidoma pritisnila na kakšno stvar, ki ji nisva hotla. Kriv za to pa je valjda ta ukrivljen zaslon, ki ima večjo krivuljo od S23 Ultra, ampak razen tega se nimajo neki velik za pritoževati. Tudi recimo zvočniki so zelo dobri in dopolnijo celotno doživetje, kad gledate vsebino. Tudi čip je isti, kot pri navadni 13, torej Gen 2, ki sicer deluje odlično. Res je, da vsake toliko cajta malo zagreje, ampak nič resnega in sigurno tudi ne vpliva na performance. Tudi baterija dolgo zdrži, če ste nek normalni uporabnik, se je velikosti 4820 mAh, pa tudi če se vam sprazne, jo s priloženim 120-vatnim hitrim polnilcem napilate v malo manj kot 20 minutah, kar je res bolano hiter. Če pa telefon res veliko uporabljate, pa lahko to baterijo še vseeno skurite v malo manj kot enem dnevu, samo toliko, da veste. No? Ja. Še zadnji stvar, po kateri se 13 proloči od obične 13, so pa objektivi. Tukaj gor imate 50 megapikslov velike senzorje pri glavni telefoto in ultraširokokotni kameri. Ker so senzori toliko veliki, lahko vas spremljajo veliko svetlobe, dobite posledično boljše portretne fotke, posnetke pa umiriš že prej omenjenih HyperOS. Zaradi tega so nočne fotke izjemno svetle in polne detajlov, zato ni nobenega presenečenja, da so tudi podnev fotke izjemno impresivne. Kot da je Xiaomi letos na trg res dal ven sistem objektivov, ki je trenutno pod top 3, v določenih scenarijih pa lahko trenutno mogoče celo top telefon. Tudi prvičemu bratu gre optičen zoom do 3,2-kratne povečave, lahko pa celo prizumirate do 70-kratne digitalne povečave, pri čemer pa vam moram iskreno povedati, da so uporabne fotke tam do 31-kratne povečave. Tudi pri videih nekih večjih pripomb nimava. S hrbtnimi kamerami lahko posnamete vse do resolucije 4K pri 60 fps, lahko pa se posnamete video do 8K pri 24 fps, če imate zaslone, na katerih bodo prišli ti videi dejansko do izraza. Žal pa je tudi ista težava, kot pri obični 13, self video gre samo do 1080 pik pri 30 fps, kar je na tako dragi napravi še manj sprejemljivo kot na obični verziji. Video torej nekako ni prioriteta očitno na nobenem izmed teh modelov Xiaomi letos. Pod črto, oba modela 13 zelo dobri napravi, imata veliko stvari, ki so nam všeč. Pri obeh dobite veliko vsebine v škatli, oba telefona se hitro filata, imata odličen zaslon, zvočnike, prav tako so delata tudi vrhunske fotke. Ja, video bi bil lahko boljši, sploh pri selfie objektivu. MIUI še zmerno peeling in definitivno so stvari, ki jih konkurenca boljš naredi. Naprimer, ultraširokokotni šoti so še zmerno po najmu mnenju boljši pri Apple pa pri Samsungu. Upoštevate to, da je tudi 13 Pro cenejši od S23 Ultra in da dobite v škatli res veliko zraven, pa mislila, da bi mogla biti ta dva telefona sigurno med vrhom seznama, če kupujete nov Androiden telefon. Sigurno se nam zdi, da sicer po delovanju in funkcijah ne premagata trenutnega androidnega kralja Samsunga S23 Ultra, ampak sta kar dosti blizu. Tako da boste mogli bolj pri teh dveh napravah razmisliti, pa pomisliti, če ste pripravljeni več izplunt ven za 13 Pro ali če boste ostali na obični 13. A mi je res toliko mar za fotke, da boste plačali več za boljše kamere ali pa malo boljši zaslon, mogoče tudi za hitrejše polnjenje, a mi je bolj važno, da lažje handlate telefon. To odločitev konec koncev prepuščava vam. Midva samo zato tukaj, da vam nekako posredujeva te informacije. Zdaj, če imate v zvezi s telefonoma še kakšno vprašanje, pa jih kar pogumno napišite spodaj v komentarjih. Še enkrat se zahvaljujeva Telekomu Slovenije, res hvala, da nam je posodo napravi. In pa hvala vam, cenjene gledalke in pa spoštovani gledalci, da ste naju danes spet spremljali. To je z najne strani za danes vse in kmalu se vidimo v naslednjem videu. Čau!